Damjana Žist, novinarka in tudi doktorica kakšnega tega... Penoloških znanosti. Aha, kriminološke znanosti? Penološke. Penološke, kaj pa je to? Penologija je veda v zaporih. Veda v zaporih, se mi zdel. Ste že kdaj bili v zaporu? Večkrat. Nikoli pa zaprti, verjetno? Ne, nikoli. Kakšen je vaš predlog za vse te zadevščine, ki se dogajajo v slovenskih zaporih, oziroma v zadnjem času ljudje bežijo, zapori so polni, nov zakon o cestnih prometnih prekrških tudi daje to možnost, da se ljudi zapira oziroma se jih pridrži. Vaše mnenje? Res je, naši zapori so prenatrpani, kar pomeni, da se je kaznovalna politika v zadnjih letih zelo zaostrila. In po mojem mnenju država veliko več stvari namenja represiji kot preventivi. Pred nedavnim sem imela intervju z enim zelo priznanim ameriškim kriminologom, katerem se tudi pogovarjala v zaporih v Ameriki, v Sloveniji in tako naprej, in je rekel eden zelo dober stavek, s katerim se jaz tudi strinjam: ne gradite novih zaporov, ampak več denarja namenite preventivi. Torej, če bi naša država več denarja namenila, izobraževanju mladim, jim dala možnosti vključevanja v razne, športne in druge dejavnosti, bi lahko bilo tudi seveda manj kriminalcev že v mladih letih. Vemo, da mladoletniški kriminal narašča, in če bi torej delovali več na preventivnem nivoju, bi potem tudi imeli kasneje manj obsojencev v zaporu. Seveda dejstvo pa je, da vseh pa ne moramo rešiti in da so bili vedno ljudje, ki so skakali čez rob zakona in ki bodo še vedno skakali. In še na en element je potrebno opozoriti: država, ki je socialna in prijazna do svojih ljudi, ki jim da možnost živeti in preživeti v svoji družbi, ima manj kriminala in manj kriminalcev. Kot vidimo, kakšno stanje v slovenski družbi, kjer nekateri niti nimajo denarja dovolj, da bi preživeli z osnovnimi stvarmi do konca meseca, se bojim, da se bo tudi stopnja kriminala zviševala. Kaj pa mislite o zadnjih odmevnih primerih v tujini? Sosednja Avstrija ima zelo zanimive primere. Kaj bi se po novem kazenskem zakoniku verjetno tem ljudem, če bi se to zgodilo pri nas, dogodilo več kot dosmrtna ječa, seveda ni možno, ampak je ta kazenski zakonik pri nas zdaj dobra dodelan, po vašem mnenju, da se bo ta kaznovalna politika vseeno v tistih primerih, ki so resno, ki ogrožajo druge ljudi, teh nekih zločincev, kakorkoli, da se bo to poznalo pri umirjanju razmer? Ne, nikakor. Dvigovanje zapornih kazni oziroma dvigovanje kaznovalne politike je že dokazano, da nima vpliva na porast kriminalitete. To se pravi, če bomo mi izrekali višje kazni, to ne pomeni, da bo zaradi tega manj kriminala in obratno. Jaz menim, mislim, da relativno dobro poznam razmere v slovenskih zaporih, da je že 30-letna zaporna kazen, ki jo imamo sedaj v Sloveniji, več kot zadostna. To pa iz tega razloga, kajti ljudje, ki smo jih zaprli za 30 let, že na te države ni bila pripravljena, kar pomeni, da država nima nobenih posebnih programov za te ljudi, ki bodo 30 let v zaporu. To se pravi, kako bodo oni preživeli vsa ta leta v zaporu. Predvsem vidim problem pri tistih obsojencih, ki so v posebej varovanem oddelku na Dobu, kjer so seveda zaradi tega, ker so bodisi begosumni, bodisi nevarni. Ti ljudje so praktično 22 ur na dan sami v svoji sobi, 2 ure imajo možnost do obiska, nimajo pa neke možnosti se vključevanja v neke posebne programe, ki jih ostali obsojenci seveda imajo. Tako da, če bi torej država več delala na tej preventivi in tudi na sami prezgoji obsojencev v zaporu, mislim, da bi bilo 30 let več kot dovolj. Če pa se seveda postavim v vlogo žrtve, za katera je ta država absolutno premalo ali skoraj nič ne naredi, kar se mi zdi absolutno katastrofalno, pa bi verjetno vsaka žrtev, ki je imela srečo, da je recimo preživela, ali sorodniki žrtev, bi pa verjetno rekli, da se absolutno strinjajo z dosmrtnim zaporom, če se postavimo v vlogo žrtve. A mislite, da bi v Ljubljani potrebovali še en dodatni zapor? Mislim, glede na to, da je ljubljanski zapor prenatrpan, bi bil verjetno odgovor ja, ne? Ampak glede pa na to, da je pa ljubljanski zapor, v katerem prestajajo obsojenci krajše kazni, to se pravi tisti, ki so obsojeni do 1,5 leta, pomeni, da so lahko v tem zaporu tudi obsojenci, ki so obsojeni na 3, 4, 5, 8 mesecev zapora.
če bi ta naša sodišča se več posluševala izrekanje alternativnih kazni, kar omogoča že sedanji zakonik in bo tudi novi, bi pomenilo, da bi ti obsojenci, ki so obsojeni za torej neka manjša kazniva dejanja, ker so tudi dobili manjšo kazen, bi lahko to kazen prestali izven zapora in sicer tako, da bi upravljali neka koristna dela v dobrobit skupnosti. Ne vem, na primer, bi pomagali v domu upokojencem, bi pomagali urejati, ne vem, parke, vrtove in tako naprej. Na ta način bi seveda tudi zmanjšali prenatrpanost zaporov in bi bili v zaporih samo pač tisti, ki so bili res obsojeni za hujša kazniva dejanja in na daljše zaporne kazni. Če karikiramo, v Ameriki imajo sistem, da zaporniki delajo ob cesti, saj to vidimo v tistih filmih. Nekateri zapori so seveda v Ameriki tudi strožji, ampak vseeno se ne bi pri nas dogajalo to, da bi iz teh keten, če karikiram, nekje v parku, v nekem invalidnem domu, kakorkoli, te obsojenci potem bežali? Mislim, da tudi v Ameriki opravljajo ta zunanja dela obsojenci, ki ne veljajo za najbolj nevarne, tisti, ki niso obsojeni na daljše zaporne kazni. Zavedati se pač treba to, da obsojenci, ki so obsojeni na daljše zaporne kazni in ki veljajo nekako varnostno rizične, pri teh je potrebno biti skrajno previden in seveda pri takih obsojencih imajo zaposleni v zaporih zelo veliko odgovornost, kdaj ga spustiti na nek prosti izhod, kdaj ga recimo poslati na primer ven delati in tako naprej. Kajti v primeru, da bo takšen obsojenec bežal ali postoril neko drugo kaznivo dejanje, bo za to odgovarjala recimo uprava zapora. Zato je zelo pomembno in tudi zelo težko delo je za zaposlene v zaporu nekoga natančno oceniti, kdaj je toliko zrel, da se mu lahko zaupa, ne vem, delo na zunanjem dvorišču, na primer v ljubljanskem zaporu, kjer je pač to možno, kdaj je toliko zrel, da ga lahko spustijo za nekaj ur na svobodo in tako naprej. In te ugodnosti se seveda potem stopnjujejo, če obsojenec sam dokaže, da je pač primeren in da je dovolj zrel. Kajti v primeru, da se pa to seveda narobe oceni, pa se lahko seveda zgodi, da ta zbeži ali da potem na tem begu stori neko novo kaznivo dejanje. Za konec, kakšna bi bila po vašem mnenju najbolj pravilna zaporna kazen za pedofile? Ja, v bistvu prav posebej nisem nikoli razmišljala o tem, ker jaz pač rečem, če je nekdo storil kaznivo dejanje, zdaj ne glede na to, katero kaznivo dejanje je storil, mora za to odgovarjati, absolutno. Po drugi strani je pa tako, da sicer v našem največjem zaporu na Dobu sedaj uvajajo nekakšne terapije, tretmane za obsojence, to se pravi za spolne prestopnike, ki naj bi jim na nek način pomagali uviti v to, kaj so storili in naj bi jim na nek način pomagalo izboljšati to njihovo stanje ravnanja, da v prihodnosti ne bi več izvrševali pač teh dejanj. Vendar, kolikor vem, je bilo tudi dokazano, da pač nekaterih teh spolnih prestopnikov se pač ne da spremeniti in obstaja velika verjetnost, da bodo pač po prihodu iz zapora ponavljali kazniva dejanja. Govorim samo za določene vrste teh spolnih prestopnikov. Na vprašanje bi težko odgovorila, lahko edino pač to povem, kako je pač pri nas. Obsojenci, ki so obsojeni za spolna kazniva dejanja, prestajajo kazen skupaj z ostalimi obsojenci. Pri nas imamo pač takšen način prestajanja kazni, da prestajajo skupaj ne glede na to se pravi starejši, mlajši, povratniki ali pa tisti, ki so nekoga umorili ali pa tisti, ki so zvršili goljufijo, skratka, to ni pomembno. Zanimivo je pa to dejstvo, da seveda v vsakem zaporu tudi pri nas vlada neka hierarhija obsojenška, vlada neko podzemlje in ti obsojenci, ki so obsojeni za spolna kazniva dejanja, so prav na dnu te hierarhične lestvice, kar pomeni, da jih ostali obsojenci ne marajo, to je mogoče celo preblag izraz, jih sovražijo, jih tudi maltretirajo. Jaz sem recimo v svoji doktorski nalogi ugotavljala ravno nasilje v slovenskih zaporih, sem naredila prvo raziskavo v državi o tem in me ravno zanimalo, ali so spolni prestopniki pogosteje žrtve nasilja v slovenskih zaporih ali ne, kajti raziskave, s katerimi sem primerjala svojo raziskavo v Nemčiji in Veliki Britaniji, sta to potrdile. Zanimivo je,
pri meni se to nekako ni izkazalo. To se pravi, da naj bi bili spolni prestopniki nekako enako šikanirani kot ostali obsojenci. Vendar pa v neformalnih razgovorih z obsojenci pa sem slišala veliko zanimivih zgodb, ravno to, da so šikanirani, da kdaj kakšnega udarijo, morda tudi celo pretepe. Tako da hočem reči, da na nek način zapor sam poskrbi za te obsojence in jih še nekako dodatno kaznuje. Kajti zanimivo je to, da kljub temu, da so v zaporu ljudje, ki so prekršili družbene norme in zakon, imajo v zaporu razdeljeno neko hierarhično lestvico in se jim zdi to, da nekdo spolno nadleguje svojega ali tujega otroka, v bistvu sploh ni pomenilo, da nadleguje otroka ali še kaj huje mu stori, se jim zdi najbolj zavržno dejanje, ki lahko nekoga pripelje v zapor, in zato tudi večina obsojencev menijo, da takšni obsojenci morajo biti še dodatno kaznovani v zaporu, to se pravi z nasiljem. Penologinja, Ja. najlepša hvala. Prosim.